Ko se spomnim, da si na predavanju dala tudi eno sceno iz Jujutsu Kaisen. Ne iz tega Chainsaw Man, ja, točno, ja. Spy Family. Okay, ampak iz Chainsaw Mana, ko je kuhal kavo, ne? Kaj že kuhal? Mislim, da Kari pa... ker je bila tista tišina, on je bil sam v hiši, njegov vsakdanjik lahko vidiš v tistem momentu. Ja, dala sem ta dva posnetka in sem jih vprašala, ne bil nagradni kviz, ali sta ta dva animeja Yashike ali ne. In karkoli so mi rekli, je bilo okej. Lahko so rekli, da nista, ker Pure Yashike ima določene kategorije, kak mora biti, lahko pa sta, ker vsakdo se lahko pozdravi oziroma zniža stres z njimi. Tle je malo tako neskladje, ne pač na japonskem Yashike je prav specifičen žanr, jaz pa mislim, da je vsak anime. Nam lahko pomaga. No? Ja, jaz se strinjam s tem, ker kaj je sploh smisel, da se sprostiš, da je to. Pač da vidiš neko globino, ki jo začenjaš razumevati in začenjaš razmišljati, da bi lahko sam tudi kaj spremenil v življenju, glede tega, kaj si videl, da se je zgodilo v animeju in kakve so posledice. Tako da dejansko kakšni, ki so tako na prvi pogled bolj disturbing ali pa bolj taki močni animeji, imajo neko globino vzadi. Ja, mislim, ti lahko dejansko bolj pomagajo pri reševanju kakšnih čustvenih težav, kot pa Yashike, ki te zgolj pač začasno pomirijo. Ja. Ker to sem tudi slišal, psihologija hororjev. Zdaj, ko smo 31. oktober, Halloween, zakaj je horor pomemben za nas? Da pač nas vrže ven iz vsakdanja, iz tega, da aktivira tiste prehistorične elemente možganov, da te je strah, da te stisne. A si Super Eye Patch Wolfa gledal? Vidiš, odkot jemljem informacije. Ko sem rewatchal ta... Kaj bi ti rekla na to, na horor? In kako pomaga ljudem ali ne pomaga ljudem. Mislim, tukaj bi jaz še dodal, to je tudi Danko Chiki Orchid tudi predava skoraj na vsaki konvenciji o hororju, o horror žanru. In mislim, da je tako njegov point lansko leto na Umikoju se mi je zdaj zelo zanimiv, da s hororjem v bistvu spoznavaš nekako tiste svoje meje obdobja, oziroma preizkušaš svoje meje obdobja. Ampak še vedno na tak varen način, seveda. Ker še vedno je samo na zaslonu. Razen, ko pride ven. Točno tako. I mean, that happened to me once, but it was fine. Ja, pač, ko mi gledamo recimo horor, ne, lahko se ustrašiš, že to terapevtsko, da daš neka čustva ven, ne, ali pa jezotko. Jaz zelo rada gledam psychological horror, recimo Alice in Borderland je en tak... Alice in Borderland. To je live action, ne? Tudi anime, manga, live action. Ja, tudi anime. In manga. Trenutno tudi tak je en anime Zoom 100. Je od istega avtora sam še eden kolega v bistvu riše, on piše, tako da ta dva sta taka, ki meni osebno zelo pomagata. Zakaj? Ker so neke situacije, o kateri začneš razmišljati. Te imaš ljudi per Zoom 100, ki je res izgorel, totalno pride zombija apokalips in je on vesel. Ja. Zdaj, če ti delaš v kakšnem takem delovnem mestu, ker ti je ful stresno, se boš poistoveten začel razmišljati, se mogoče lahko drugače gledam na svojo službo, mogoče zapustim, najdem kaj novega. In pa Alice in Borderland je tudi, kaj če bi se mi znajdli v tistih situacijah. O čem pa gre Alice in Borderland? Gre se pa za eno skupino prijateljev, ki jih nenadoma potegne en svet, ker morajo igrati Dead Games. Shit, to me spominja, se ne vem, Bokurano poznaš? Ne, mislim, da ne. Mislim, vi poznate, ne? Una skupina otrok, ki morajo kar naenkrat operirati pač velikega robota, pač they take turns, ne? Morajo operirati enega velikega robota, zato da zavarujejo zemljo. But there's a trick, ne, da vsakič, ko pač eden izmed njih operira robota, ne, umrejo pač po fajtu. To je igra ena, ko sem jo gledal. Ne vem, možno, ampak je zelo dober anime. Zaradi tega, ker se mora vsak izmed otrok soočati z tem, da bodo pač umrli, če bodo izbrani kot naslednji pilot za tega robota. In imaš zelo dobro grejo v globine njihovih osebnosti. Ja, ta žanr je tudi zelo popularen, Dead Games. Ja. Squid Game je bil recimo, ne, tudi en tak, pol imaš pa razne te animeje, ne. Battle Royale. King's Game je ena taka. Ja.
Tako da meni so te zelo všeč, ker dejansko so v situacijah, ki so zelo navadne, ti kot človek začneš razmišljati, kaj pa če sem v tej situaciji. Tako da pač za ene pač jašike dejansko pomaga, malo se sprostiš, ampak večini rata tudi malo dolgočasno, kaj tam kuha. Tako da meni večinoma so res tako dolgočasni, eni so sproščujoči, tako da gledam razno paleto. Ampak tako, ko smo prihajali, kaj pa Junji Ito? Ja, poznam ga, nisem pa še nič gledala. Noben tega downloada. Ne, ker bi me zanimal pač tvoj take. I think it has a little bit of a different kind of horror. Ja. Pač mene bolj zanima psychological, res, in Dead Games so najboljši ta žanr.